Živijo lepotičke. Ta video že kar precej časa pripravljam, ampak vedno ali nisem v fokusu, ali se kdo zadere od zadaj. Tako da upam, da danes bo šlo vse v redu, da bo vsaj ta video bil končno objavljen. In sicer se gre za tag video 50 random dejstev o meni. Jaz jih imam zapisane že tukaj v tem zvezku, nažalost v angleščini, ker sem prvo hotela posneti ta video v angleščini, ampak bom probala sproti prevajati, plus nekaj, prišla sem do ene številke 40 tam nekje, tako da bom mogla še enih 10 pač sproti se zmisliti in bomo videli, kako bo. Prvi moj random fact je, da obožujem pašto, pač brez pašte mi ni življenja, zato to je verjetno moje diete grejo kar precej počasi, ker pač jaz vsak dan jem pašto. V 2 mesecih bom mogoče 5-krat jedla kaj drugače, ampak ta mogoče je res velik. Ker pač brez pašte ni mene. Sovražim spoznavati nove ljudi, ker sem zelo nerodna, ker te prvič spoznam in tukaj lahko izgledam zelo komunikativna in nasmejana in vse, ampak ko te vidim bom, dokler ne boš ti spregovoril z mano. Obožujem biti organizirana, kakor lahko vidiš tukaj, ampak ne zdržim dolgo biti organizirana. Pač to sem spisala že kar nekaj časa nazaj in od takrat nisem nobene več ideje za video, pa predtem sem jih vse ideje za video, kako bom kje posnela, kje bo kamera, kaj bo tisto. In ja, ni li dolgo trajalo. Številka 5. Vsaj pol dneva preživim na internetu. Pač odkar sem dobila nov telefon, sem res več kot pol dneva na internetu. Ali berem kakšno knjigo, ali samo gledam po Facebooku, na Instagramu. Tudi če se delam, da nisem in kdaj pač komu ne odpišem, tako isto, ker sem jaboja, mislim, sem cel dan na internetu, pač sem. 3/4 dneva preživim v postelji in samo scrollam. Obožujem arašidovo maslo, pač res, pašta, arašidovo maslo in še ena ali 2 jedi in sem vesela, najsrečnejša na tem svetu. Arašidovo maslo za zajtrk in pašta za kosilo ali pa večerjo in smo cool. Sem vegetarijanka in sem bila že 4 leta, oziroma sem že 4 leta. Ko sem bila mlajša, so me kar precej zafrkavali in zato tudi še danes sovražim tiste I hate basic bitches in ne vem kakšne fore. Zato, ker pač vem, kako je biti na tisti drugi strani in ja, ni lih prijetno. Mazolje imam že od 5. razreda osnovne šole in ne, nažalost, ne morem nič narediti glede tega, ker sem probala res že vse od kakšnih zelo agresivnih terapij do kremic in tega. Sicer zdaj jih pač malo kontroliram, ampak moje akne so hormonskega izvora, tako da ja. In ja, to, da imam mazolje, to je kar precej vplivalo na moje življenje, ker kdaj sem imela kakšne sestanke, ali pa bi se mogla s kom za blog dobiti, ali pa tudi kar sem delala kot manekenka za kako manekensko delo. Ampak, ker me je bilo sram, da me bodo zelo pač ocenjevali in da bodo videli, kakšna je koža in me bodo zavrnili, sem raje rekla ne, že takoj v štartu. V življenju sem imela 2 fanta, oziroma z drugim sem še vedno in sicer sem z njim že skoraj 3 leta, maja bo 3 leta. Sabotiram svoje življenjske cilje in tudi druge cilje, tako kot naprimer pri fitnessu, kot faksu, kot YouTubeu in blogu, ker pač sama sebi začnem, že delam nekaj cajta in mi gre vse super in pa začnem, ja, pa se ni vredno, pa se tisto, pa se tretje in ja. Obožujem govoriti v angleščini, ampak redko kdaj to naredim, zato sem si tudi želela video te delati v angleščini, ker mi je res en najboljših jezikov in drugače na vsakdnevnem življenju, pa ne govorim kaj dosti, ker me zmeri strah, da me ljudje ocenjujejo. Panične napade dobim kar precej lahko in sicer lahko mi bo že slaba ocena vrgla iz tira ali pa pol dodatne kilce, če se zredim, ali pa manjše število pogledov na blogu, pač res najbolj neumne stvari me kar precej vržejo z tira in lahko dobim panični napad tako. Zelo imam rada svojo družino, svoje prijatelje, ampak nažalost jim to res redko kdaj povem, ker pač nisem tista oseba, ki bo ne vem kako govorila o svojih čustvih in hodila okoli in se objemala in ja. Obožujem delati videote in ampak vedno me je nekoliko strah, da jih noben ne bo gledal ali pa da tisti, ki jih bodo gledali, da jih bodo gledali samo zato, da me zafrkavajo pozneje. Pač tudi imam do zdaj samo pozitivne izkušnje z vsakim videotem, kar sem ga naredila, res ne bi mogla imeti boljših izkušenj, ampak pač, ja. Moj blog sem hotela zapreti minimalno 10-krat že,
pač vsak mesec me prime, da bi ga zaradi tega, ker pač se mi zdi, ja, pa se nikamor ne prideš, pa se te noben ne bere, pa se to, kar pišeš, je kar nekaj. Ampak pol, hvala Bogu, takrat, ko se to zgodi, ali grem po tuš, ali grem na sprehod, samo umaknem se, ker če bi bila pri računalniku, bi ga že zaprla. Ampak se umaknem in potem se pomirim, da ja, nekaj pa delam, minimalno eni osebi sem že pomagala. In da je vredno, ker pač se spomnim, zakaj sem to sploh začela, ker začela sem zato, ker jaz obožujem to delati, ne zaradi ogledu in zaradi, ne vem, številk in vsega Boga, ampak zato, ker je meni to všeč in ker sem hotela jaz to dati ven, pa tudi če noben ne prebere. Ja, obožujem gledališče, hodila sem tudi na dramsko gledališko gimnazijo in obožujem gledališče, tako kot biti na odru, za odrom, pred odrom, gledati predstave, pač vse z gledališčem obožujem. Moji najljubši filmi so psihodrame in sicer večina ljudi to ne bi rekla o meni, ampak ja, čim več krvi je, čim bolj bolano je, tem bolj moraš razmišljati pri filmu, bolj mi bo všeč. Številka 20. To bom sicer povedala kar v angleščini in sicer ga je nekako tako I stress about stress before there's even stress to stress about. Torej, stresiram se glede stresa, preden je sploh pride do stresa, za katerega bi mogla biti pod stresom. Razumeš? Pa če ne razumeš, vprašaj moje sošolke, ti bojo potrdile, ali pa moje prijateljice, ali pa kogarkoli. Sem emocionalni jedec in sem bila že odkar smo prvič, se mi zdi, da začeli zafrkavati v osnovni šoli. In sicer namesto, da bi svojo žalost in slabo voljo z nekom delila, sem prišla domov, odprla omaro, šla v sobo in začela jesti. In pač to je že celo življenje, kakor me kaj vrže stera, prva stvar, kar rabim je hrana in z nobenim govoriti, ker ne moram razložiti, pač bolano, ja. Moja naravna barva las je črna, kakor lahko vidiš, ampak kakor verjetno veš, sem samo v zadnjem letu, dveh bila že in blonda, in rjavolaska in pač vsega, zelo rada eksperimentiram z barvami. Živijo punce, torej, kakor sem rekla, da ta video mi res ni posrečen, da se zmeraj kaj zgodi, ali mi kdo potrka, ali kdo pride noter, ali nisem v fokusu. Tudi zdaj je šlo nekaj narobe in sicer mi je zmanjkalo prostora na tej kartici, tako da zdaj sem mogla jo dati ven, vse zbrisati in zdaj grem dalje. Tako da upam, da nisem kakšen fakt spustila, če pa sem ga me kar opozoril in ga bom zapisala spodaj, okej? Torej, številka 23, sem 174 cm visoka, kar ni nekaj majhno, je pa nadpoprečno višino. YouTube je nekaj, kar sem si želela delati že od prvega dneva, ko sem videla prvi video, pač sem bila, wow, to bom tudi jaz ten dan delala in končno sem začela. Številka 25, na sebi sem že hotela spremeniti neke stvari, kakor kakšne injekcije, operacije, lase in tako dalje, ampak še nikoli nisem nič naredila, zato ker pač sem zmeri, ja, kaj bojo pa drugi rekli, pa ne bom več tisti role model, kakor da sem. In ja, zaradi drugih pač, čeprav si še vedno to zelo želim, pač nisem, zato ker me je preveč strah, kaj bi si pač drugi mislili o meni. Če bi lahko do konca življenja delala samo eno stvar, kakor poklic, bi bil to YouTube in blog, pač noč na tem svetu vredko srečuje. In tudi danes, čeprav zdaj sem mogla že 5krat, skoraj 5 videov sem že zbrisala, že 3krat sem se našminkala različno, sem že posnela, ampak vedno se kaj zgodi, da pol moram zbrisati in pač standardno bi se Sandra s to razjezila, ker bi bila joj, pa je brezvredno, če sem dokrat posnela, pa hočem že nekaj dati gor, ker vem, da hočem videti videote. Zdaj sem pa bila, pač drugič. Obožujem potovati, ampak nažalost skoraj nikjer še nisem bila, ker pač nimam s kom iti. Sama pa nočem iti. Ja, vem, žalostno, ampak resnično. Znam biti kar nesramna, kadar vidim, da ljudem pač okoli mene nisem njih všeč ali pa nisem njihov tip osebe, znam biti kar nesramna in začnem tudi zafrkavati in tako, ker je kakor nekak obrambni mehanizem mi to, ker pač vidim, da nisem zaželena v tisti skupini pa karkoli in pa začnem kar zafrkavati in tako. Številka 29, obožujem Italijo, pač likar gledam v njo, ker dobesedno tako blizu živim. Nažalost ne znam italijansko, ampak obožujem Italijo, vse od ljudi do arhitekture, do kulture, do hrane, do vsega. Imam dni, ko ne vidim pointa v ničemer in bi se samo ulegla na postelj, ne bi pač nič delala cel dan, ker ne vidim pointa, zakaj bi vstala, zakaj bi to, zakaj bi tretje. Ampak mislim, da imamo vsi take dneve, samo da pri meni so mogoče malo bolj pogosti, naprimer tako 2-3 na teden, res cel dan bi samo preležala in prejokala in ja.
Grizem svoje nohte in zato imam umetne trenutno gor, hvala Bogu za Saro, ker nohte grizem že res od malega in niso lih v najboljšem stanju. Obožujem ljudi z ogromno tatuji, z, ne vem, violimi lasmi, z modrimi lasmi, z piercingi po celem telesu skoraj. Ampak sama, kar pride do teh zadev, da bi si sama naredila, pač ratam tista nonica. Ja pa kaj, če mi bo škoda? Ja pa kaj bom čez 5 let si mislila? In tako pač ratam in ja. Zato še nimam niti enega tatuja, pač čeprav si ga želim že... Pri 15 letih so že starši podpisali, da si ga grem lahko delat. Ampak pol nisem bila sigurna, če to res hočem. Pač ratam nonica. Že to stran glave bi si zelo rada zabrila, že kar nekaj let, ampak pač vse sem nekaj, ker pride do takih zadev. Pobaram lase brez problema, ampak spet na rjave, na rdeče, nikoli ne bo viola ali kaj tazga. Ker sem pač, to pa uničuje lase, to pa tisto, to pa tretje. In ja. Obožujem rdeča usta. Čeprav trenutno nimam rdeče šminke gor, ampak če spremljaš moj blog, veš, da 3/4 objav je z rdečimi ustnicami, pa tudi prejšnji video ti pač obožujem rdeča usta. Ne vem zakaj, ampak so mi zelo privlačna, mi deluje osebno. V moji glavi je nekakva konstantna bitka med tem, da hočem imeti dolge lase in kratke. In sem imela tudi že kratke kot fant in tudi, ko sem bila mlajša, sem imela že dolge do riti. Ampak zdaj pa stalna ta bitka kratke, dolge, kratke, dolge, tako da pol zmeri prestanem na eni taki dolžini. Torej, pač ja. In pol se mi razjezi, zato ker zdaj bojo prišla do nekje tle, po moje, ali pa že prej, do tlele, rečemo. In bom že, ja, in če se gremo strični, sem spet nastrigla, da bom skoraj kot fantek, pač bo sigurno ali zabritoke ali karkoli, ker me res mika tisto, da si zabrijem lase. In potem se bom spet prestrašila in bom spet, ja, zdaj pa hočem dolge in bom spet čakala in pol bo prišel od tega in spet. Številka 35. Sem zelo sramežljiva, ko spoznam nekoga, ampak kadar se spoznava, ne moram utihati. Pač realno, moja najboljša prijateljica, ko gremo na kavo, mi mora reči, ok, Sandra, zdaj pa utihni, zdaj bom jaz govorila. Ker pač res se ne ustavim govoriti, kakor lahko vidiš v teh posnetkih. Pač zato, ker z vami se že počutim, kakor da se že poznamo in tako. In blebetam, ampak če bi te zdaj prvič videla v javnosti, bi bila, kako si? V redu, hvala. Pač tako. Obožujem čips. To je še ena od tistih hran, ki pač nisem nek človek za tiste sladke prehrane, ampak slana, sem bolj salty tooth. Številka 37, moja najljubša, oziroma moj najljubši junk food je definitivno pohan sir, majoneza in pomfrit. Ko sem bila majhna, tam od nekje od 5 do 15 let, oziroma mlajša bi bilo boljši izraz, sem si želela biti igralka in zato sem tudi šla, ko sem nekaj dramsko-gledališko gimnazijo. In medtem, ko sem si želela biti igralka, pa je bila še želja manekenka vsake toliko, ampak igralka je bila moja prvotna želja, moj prvotni cilj. Imam zelo, zelo majhno sobo. Pač zdaj, če tako iztegnem roko, slišiš, sem že pri tem zidu. To je tako daleč od mene. Pač tukaj imam že luči, vidiš. Tukaj je, da ne bo se videla, je druga luč. Pač res zelo majhno sobo. Včasih se celo šalim s prijateljicami, da imam sobo kot Harry Potter, tisto pod stopnicami v omari, ker je res zelo, zelo majhno. Zato tudi, kadar ste pisajo komentarje, da bi rada videla room tour ali pa kaj podobnega, ne vem, kako bi vse to naredila, zato ker je tako majhna, da ne vem, kam bi dala kamero, da snemam. To je edini problem, drugače bi že 5krat posnela. Številka 40. Moj rojstni dan je 14. septembra, od fanta rojstni dan pa je 15. septembra. Številka 41. Moja najboljša prijateljica je Rusinja. Če bi lahko spremenila eno stvar na sebi, to bi definitivno bila čista koža. Ker kakor sem povedala, zaradi mazolju sem kar dosti stvari zamudila v življenju in pač z njimi se bojim že od 5. razreda osnovne šole, tako da če bi lahko eno stvar spremenila, bi to brez dvoma bila koža. Bolj kakor vse drugo, kar sem prej omenjala. Zelo rada bi delala zelo kvalitetne videote, ampak nimam zadosti znanja. Sem perfekcionistka in zato 3/4 časa nisem zadovoljna s tem, kar delam. Najverjetneje, ko meditirala ta video, tudi s tem ne bom zadovoljna, ali pa s kožo, ali pa z lasmi, ker kakor vidiš, jih to stalno popravljam, kadar se vidim, ker pač nisem zadovoljna. Tudi svoje objave, ki jih dam gor, ne vem, že po 2-3 urah, potem ko jo objavim, sem že, joj, pa to bi upala boljše, pa to ni dobro, pač vedno mislim, da bi upala nekaj boljše. Tako si moram kdaj kar sama sebi reči, ok, Sandra, v redu je, si super naredila, to je to, kar bomo zdaj naredili. Številka 45.
Sem ena tistih oseb, ki je lahko zdaj vesela, čez pol minute tukaj joče in v histeriji in pač tako se mi spremeni počutje. Nekateri so mi celo že rekli, da sem bipolarna, ampak ja. Preveč me skrbi, kaj si ljudje okoli mene mislijo, pač res. Nočem zaradi tega nič spreminjati preveč drastično glede videza, nočem preveč izstopati, že to delam YouTube video, to je kar precej izstopanje. In ja, kar precej si preveč mislim, preveč dam na to, kaj si drugi mislijo, ker naprimer, sej sem ji tudi že njej povedala, sicer zdaj me bo sram, če bo to videla. Naprimer, Agnes Crown, meni je ona ena najboljših, res, jaz bi ji dajem ves respekt svoj, zato ker ženska je to, kar hoče biti in je res se vidi, da ima tisto samozavest, da je ne briga, kaj si kdo drug misli. In za mene je to res vzor, ker če hočem biti kakor kdo, pač imeti tako moč in tako voljo, je to ona. Ja, številka 47, všeč mi je, kako se počutim, kadar pač pravim biti zelo zdrava in hoditi v fitness in vse, ampak ne zdrži to dlje kot kak teden, dva, maksimalno en mesec, če se res zelo potrudim, pa po enem mesecu že, kakor zdaj, pred pol minute sem jedla napolitanke, preden sem šla posnet, kadar sem čakala, da se vse datoteke zbrišejo z spominske kartice. Med delanjem tega videota so me zmotili, tukaj piše dvakrat, kadar sem še dopisovala tistih 10, kar sem nekaj na začetku. Zdaj se je številka povečala že na 7. Mogla sem zamenjati kartico, oziroma sprazniti kartico. Vmes mi je pa začel lajati, ker je nekdo pozvonil. Mogla sem iti odpreti. Prišel je tata mi nekaj reči, kričali so sosedi, in kamera mi je začela sama menjati fokus. Tako da ja, life of a YouTuber, I guess. Sem zelo občutljiva in prestrašena za vrnitve, pač res, če me je kaj strah, da me bo kdo zavrnil ali pa take, ne vem kako reči, pač, če bom dala ven nek članek in če bom videla, da je obupno, da bojo vsi govorili, kako je slabo spisano, kako se nisem potrudila, pa da je res slab, da ni nič pomagal, to bi bilo za mene smrt. In še zadnji fakt, 50. je to, da pač hvala vam, ker me berete, ker vas imam res najrajši, ker brez vas bi, kakor sem nekaj že 50krat nehala in z blogom in z YouTubeom in z vsem. Tako pa mi date voljo, da dejansko še naprej snemam, da se še naprej trudim, pa pač tudi če kdaj nisem v fokusu, da pač pomislim, bom pa že drugi vikend posnela, ker pač jaz snemam samo za vikende in zato je toliko malo videotu, ker v Mariboru s sabo nimam kamere, nimam tripoda, nimam luči, ker to bi bilo res vsak teden bi bilo ene 10-15 kg robe za prevažati. Tako pravim čim več posnet za vikend in če ne rata, pač ne rata in rečem, joj, se bodo razumeli. Tako da hvala vam, ko me spremljate. Če ti je bil ta tag video všeč, prosim klikni subscribe gumbek, ki je tukaj nekje. In dejte mu video všeč, ker mi res zelo pomaga. Pa če imaš kakšno idejo, kaj bi rada videla v naslednjem videu, to kar napiši spodaj. Nekaj tutorialov sem že posnela, samo pač, če ne bojo dobre kvalitete, se opravičujem. Delam na tem, da bi bilo minimalno en video na teden. Tako da ja, se vidimo drugič. Čau, čau!